Pozdravljeni danes z družino Kokelj iz Stare Loke. Imamo tukaj očeta Marcela, mamo Jano, potem pa 6 otrok, Jakob, Julija, Meta, potem pa Marta, Jacinta in najmlajša Mojca. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalim tebe, ker si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Tako Bog nam bo pomagal in zdaj se lahko še Bogu vrnemo z molitvijo in s prošnjo, da bi lahko poslušali, razumeli to Božjo besedo mi, zdajle in vsi tisti, ki nas spremljajo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tudi Jožef je to noč sanjal. Vzemi Marijo in Jezusa in se takoj odpravi proti Egiptu, mu je naročil Gospodov angel. Kralj Herod pa bo kmalu poslal svoje vojake, da poiščejo dete in ga umorijo. Ostani v Egiptu, dokler ti ne bo razodeto, da se lahko brez skrbi vrneš domov. Medtem pa je Herod v svoji palači nestrpno čakal. Ali mu ti tujci ne bodo sporočili, kaj je s tem kraljevskim otrokom? Sčasoma je postajal vedno bolj zaskrbljen in besen. Končno je spoznal, da so ga prevarali. Verjetno so spregledali njegove namene in so se odpravili naravnost domov. Kaj neki bi ukrenil ta njegov tekmec za prestol? Zagotovo ne bi ostal pri življenju. Odločil se je, da bo dal pomoriti vse otroke, ki so se rodili v Betlehemu, približno ob času, ko so modri prvič zagledali skrivnostno zvezdo. Svojim vojakom poveljnikom je zaukazal: ubijte vsakega dečka, ki se je rodil v Betlehemu ali soseščini in je mlajši od 2 let. Koliko žalosti in solza je povzročilo to Herodovo okrutno zločinstvo. Jožef in Marija pa sta bile tedaj s svojim otrokom Jezusom že na poti v Egipt. Bog jih je obvaroval pred Herodovo zlobo. Kmalu zatem je Herod umrl. Tedaj je velel angel Jožefu: vstani, vrni se domov. Tisti, ki so otroku stregli po življenju, so mrtvi. Družinica je odpotovala, vendar se Jožef je še vedno bal, da zanj v Betlehemu ni varno. Zvedel je namreč, da je krutega kralja Heroda nasledil njegov sin Arhelaj, ki pa je upravljal samo južni del dežele. Zato je Jožef odvedel družino na sever in ponovno se naselil v Nazaretu. Jožef je odprl tesarsko delavnico in spet je opravljal svojo obrt. Tako, slišali smo zdajle o tem, kaj je naredil kralj Herod. Potem, ko so modri odšli, Bog je dal, da so modrim, je dal sporočilo modrim, naj ne gredo k kralju Herodu, in ko je kralj Herod spoznal, da niso izpolnili njegove želje in se bal tega novorojenega kralja,
je pač naredil to, kar je mislil, da je najboljše, da se znebi novega kralja, da pač pomori vse te otroke. No in ta pomor v Betlehemu in okolici je bilo zelo hudo dejanje, zločin, ampak kralji tudi na to ne gledajo, samo da se obdržijo na oblasti. In kralj Herod je torej ukazal ne samo to, da ubijajo te otroke, ki so v Betlehemu, ampak zavarujejo tudi celotno okolico, da ne bi še morda ta kralj skril in ušel iz Betlehema. No, zato vidimo ta pomor betlehemskih otrok je bil podobno kot v Egiptu, takrat, ko je bil Mojzes rojen, ko je faraon dal pomoriti egiptovske prvorojence, izraelske prvorojence. In Bog je obvaroval takrat Mojzesa in tako je obvaroval tudi tukaj Jezusa, ki je pa torej, še več kot Mojzes, ne, pravi prerok, pravi torej, rešitelj, odrešenik. No in tako torej Bog reši Jezusa, svojega sina, zopet preko angela. Pošlje angela in angel spregovori Jožefu, ne Mariji, ne, Jožefu. Jožef je bil oče, je bil tisti varuh in stebr. Zato je potem Jožef takoj po noči vstal, ko je zvedel od angela in takoj se podal na pot v Egipt proti torej, tuji deželi čez puščavo. To ni bila enostavna pot, to ni tako kot zdaj, ko se v avto usedeš pa se odpelješ. Takrat je bilo treba iti na pot in je bilo veliko nevarnosti na poti. Tudi Herodovi vohuni so bili povsod, iskali, če bi slučajno našli še tega novorojenega kralja. In tako sta morala Jožef in Marija velikokrat prenočevati v kakšnih votlinah, na prostem, po drevesi in tako. No in ni bilo vode, hrane ni bilo, v kakšna gostišča, velikokrat ni bilo varno iti. No, tudi razbojniki so bili marsikje, ki so ropali take, posebno tiste, ki niso hodili v kolonah, v večjih skupinah. No in tako se je zgodilo, pripoveduje tudi ena zgodba, da sta prišla Jožef in Marija preko ene soteske z Jezusom, kjer so jih napadli razbojniki. In razbojniki so hoteli denar in Jožef in Marija sta bila skromna, tudi če sta nekaj imela, morda sta še torej, hranila za naprej, za Egipt. No in potem je vseeno eden bil, ki je pa imel, tam je blizu stanoval, imel doma ženo in enega otroka, ki je bil prizadet. No in potem je se usmilil pa rekel, no pa pejta gor, pri nas boste lahko prenočila pa nekaj dobila hrane. No in tako, ko je prišla Marija z Jezusom, je prosila, če lahko dobi malo vode, da bi Jezusa umila, ker ga že dolgo časa ni mogla umiti in ga je tam umila v eni posodi, v enem čebru. In potem, ko je Jezusa umila, je rekla, je videla tega otročka tam njihovega, prizadetega, je rekla, no zdaj pa še vi vašega otroka v tej vodi skopite. In ko so ga skopali v tej vodi, je bil ta otrok zdrav. No in potem so se začutili, so bili veseli in hvaležni in Jožef in Marija sta šla z Jezusom naprej. Ta otrok je pa rastel, ampak tega otroka po nekaterih pripovedovanjih srečamo še enkrat. Ko je ta otrok zrasel, veste, kje sta se z Jezusom srečala? Na križu. Na križu. To je bil... Kdo je bil na križu? V križu sta bila dva razbojnika. Eden je bil na levi, eden je bil na desni. In ta na desni pravijo, da je to tisti otrok, ki se je takrat ozdravil na poti v Egipt. Se je spreobrnil. Ja, ampak ta otrok,
ker je živel z očetom, ki je bil razbojnik, ki je bil ropar, je šel po očetovi poti in je postal tudi sam ropar. In zato so ga potem na koncu obsodili na smrt, ampak verjetno se je takrat spomnil, da so mu tudi povedali, kdo je bil, kako je bil bolan in tako naprej. In potem, ko je videl Jezusa, da se je takrat spomnil, to je pa tisti, ki je mene, ko sem jaz ozdravil takrat, ko sem bil bolan, ko sem se umil v njegovi vodi. Glede, zdaj na križu je prosil, ko se je levi razbojnik z njega norčeval, desni je pa rekel, ne norčuj se, mi dva po pravici trpiva, ta je pa nedolžen. In kaj ga je na koncu prosil? Da Jezus ga spomni, ki pride v njegovo kraljestvo. Ja, Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. In tako je Jezus obljubil, tako je rekel, ja, danes boš z menoj v raju, še danes boš z menoj v raju. To je čudovita stvar, ki jo je slišal ta človek na križu, ki je bil na koncu obsojen na smrt in tudi na pogubljenje, ampak Jezus se ga je usmilil. In tako, gledajte, na križu vidimo, je pritekla druga voda, v tisti vodi, ko se je Jezus umil, je bil on ozdravljen, mi smo ozdravljeni v krstni vodi prvič, drugič bomo pa ozdravljeni preko novega krsta in to je pa smrt. Smrt je pa tisti drugi prehod, ko gremo v novo večno življenje. No in tako sta Jožef in Marija, torej šla, potem sta prišla v Egipt in sta tam živela. Skozi sta se morala seliti, iskati, kje je bilo najbolj varno, da jih ne bi dobili Herodovi oziroma cesarski takrat vohuni oziroma vojaki, ki so vedno iskali take ljudi, ki so bili kakorkoli nevarni. No in ko sta torej Jožef in Marija se večkrat preselila, imamo še danes v Egiptu na mnogih krajih spominske kapele ali cerkve, kjer naj bi bila Jožef in Marija nekaj časa torej na begu oziroma v zatočišču. No in po 3-4 letih je prišel spet angel, ki se je prikazal Jožefu in je rekel, zdaj se pa lahko vrnete. In zdaj je pa Herod že umrl. Glede, tisti takrat še mogočni kralj, ko je mislil, kako je mogočen, pa je bil že star, pa je bil bolan, pa se bal za svoj prestol, kmalu je prišla smrt. Vsakega doleti, nihče ne more uiti. In tako je ta kralj Herod umrl. Sicer je južni del dežele prevzel njegov sin Arhelaj, ampak tudi ta ni dolgo vladal, ker so vedno stvari take, da Bog vodi in tisti, ki dela dobro, dela in naredi marsikaj lahko dobrega, tisti, ki dela slabo, pa prej slej tudi zaključi, ali se spreobrne, ali ga pa Bog pokliče in se grob zvrne, ne? Rečemo. No in tako bomo tudi mi zdaj zaključili to naše razmišljanje, torej, če samo pomislimo, kako je Bog obvaroval Jezusa. Ja, tako da je pač poslal angela, da je Jožef obvestil, da so se lahko pravočasno umaknili. No, vidite, to si moramo zapomniti, da če mi Bogu zaupamo, če Bogu služimo, Bog vedno pošlje enega angela. Ali je to človek, ali angel, ali govori v sanjah, ali govori v videnih, ampak Bog nas reši, ne? Nas vedno opozori. Zato treba vedno poslušati angel, ne? In moliti angel varuh, sveti angel varuh moj, ne? Ja, no in potem tudi, ko se torej končalo suženjstvo, je zopet poslal angela in kaj je rekel, kaj je naročil angel Jožefu? Da se vrne in kje bi naj živel? V Betlehemu ali v Jeruzalemu ali v Nazaretu? Kje? V Betlehemu na začetku polje Jožef. No, videl, da ne bi bilo dobro, tako odločil za Nazaret. Za Galilejo, za Nazaret, tam, kjer ni bilo torej kralja
Heroda oziroma njegovega sina Elaja. Torej, Bog je tudi to upozori, ne? Nas lahko upozori preko direktno angela ali kakšnega takega sporočila, ali pa nam da jasno spoznati, aha, tukaj je pa nevarno, sem pa ne gremo, ne? In to se treba tudi tega držati, če ti nekako srce govori, aha, tukaj pa ne, da ne greš tja, ne? Tako. No, zdaj pa zaključimo še z molitvijo Sveti angel varuh moj. Sveti angel varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan na strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Ves dan, vso noč, angeli bdijo nad menoj, Gospod. Ves dan, vso noč, angeli varujte me. Sonce kmalu bo zašlo, angeli bdijo nad menoj, Gospod. Ves dan, vso noč, angeli varujte me. Gospod z vami in s tvojim duhom. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha naj pride nad vas, naj vedno med vami ostane. Amen.